Dober dan vsi skupaj. Danes gremo delati HPC test. Luka, drugače. Aha, Matjaž. Kar prostorno. HPC test je sestavljen iz dveh delov. Prvi je določanje obeh laktatnih pragov, ki ti določajo območje za trening. Sem je vključena tudi telesna sestava in mehanska učinkovitost, ki ti jo zmerijo sproti. Potem pa sledi drugi del, kar je testiranje VO2 maxa ali določanje maksimalnega privzema kisika. S tem se dobi vse tvoje podatke in se vidi prednosti in slabosti. Testiranje traja približno 2 uri in pol. Prvi del je telesna sestava, torej teža in višina. 80. Sproti ti naštimajo še masko, ki jo boš potreboval na testiranju. Potem pa sledi merjenje deleža telesne maščobe na podlagi 9 kožnih gub, ki ti jih izmerijo skupaj s podatki o višini, teži, starosti in spola, ti ocenijo tvoj delež telesne maščobe. To je približek in ti lahko pametna tehtnica, ki jo imaš doma, pokaže drugače. Pri meni je ocenjen odstotek telesne maščobe prišel na 6,7%, kar samo pomeni, da sem vitek. Ti boš 2 minute samo dihal, 10 minut pa še ogrevanje na 120 vati, pa na vsake 4 minute bo obremenitev poveča za 30 vatov. Na koncu vsake stopnje ti vzamem vzorček krvi, pa še pred tem boš na tej lestvici pokazal, kakšen napor čutiš pred določenim stopnjem. Prav 6 je najmanj, brez napora 20 je največ. In masko boš šel prvih par stopenj še gor, pol delom pa dol. Pa delaš test, se pravi to odpomeni. Zdaj pa lahko začneš. Zdaj sem začel test za prvi in drugi laktatni prag. Kot je že povedal, sem začel na 120 vatih za ogrevanje in potem vsake 4 minute za 30 vatov gor do odpovedi. Prvi del smo končali, zdaj pa je pol ure pavze. Prvi laktatni prag je prišel na 255 vatov, drugi na 310 vatov in povprečna učinkovitost na 22%, kar je kar dobro za enega kolesarja. Po pol ure predaha smo začeli z drugim delom, kar je testiranje VO2 maxa. Dali so mi gor to masko in 1-2 minuti sem stal v premah, da so videli, kakšno imam porabo kisika v mirovanju. Nato je sledili 10 minut ogrevanja, kar pomeni, da so počasi stopnjevali moč. In po 10 minutah so dvignili na 380 vatov, torej moč, ki so izračunali glede na rezultate iz prejšnjega testiranja. To sem potem držal, dokler sem lahko, do odpovedi. Pri VO2 max testu se lahko tudi dvigneš s kolesa, kar sem pozabil vprašati pred začetkom in sem pol naknadno vprašal, ker bi sigurno malo dlje zdržal, saj mi nizka kadenca bolj ustreza. Po končanih 4 minuta pekla je VO2 max pokazal 66,4, kar je odlično za nekega amaterskega kolesarja. Adijo!